Danes v Pomurskem dnevniku. Življenje in delo Izidorja Hana. Jutri odprtje dnevov evropske kulturne dediščine. Izjava ob potrditvi poslanskega mandata. Širjenje ormoško-ljutomerske vinske kleti. Jutri bo oblačno z možnostjo neviht. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Letos že 23. potekajo Evropski dnevi judovske kulture. Tokratna osrednja tema je spomin. V Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota se je včeraj v sklopu celotnega dogajanja odvilo predavanje o življenju in delu murskosoboškega judovskega tiskarja Izidorja Hana. Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota je ob Evropskih dnevih judovske kulture pripravila razne vsebine. Tako smo imeli najprej v mariborski knjižnici otvoritev gostujoče razstave iz naše tako imenovane judovske zbirke molitvenikov in obrednih knjig. Ta razstava potuje po Sloveniji in je bila na ogled že v velikih koncih Slovenije. Trenutno gostuje v javnem zavodu knjižnica Gornja Radgona v mesecu septembru. Včeraj pa se je odvilo predavanje o tiskarju Izidorju Hanu. Izidor Han, oziroma Izor, kot so ga klicali v mladih letih, je bil vajenec pri tiskarju Bolkanju v Murski Soboti in še v nekaterih drugih mestih v Karpatskem bazenu. In po prvi svetovni vojni, ker je bil vojak na fronti, se je vrnil v Mursko Soboto in je leta 1922 prevzel takratno prekmursko tiskarno, ki je bila v lasti Prekmurske banke. Ob Albertu Halasu je predaval tudi Dejan Suč, raziskovalec judovske skupnosti v Prekmurju. Torej, sam izredno pozdravljam to iniciativo Pokrajinske in študijske knjižnice, da na nek način poskusi interdisciplinarno zbrati strokovnjake z različnih področji, da potem predstavljamo seveda tiste tematike, ki so pomembne za regijo na nek način. Izidor Han je kot vodja tiskarn deloval vse do leta 1944, ko so prekmurske Žide, tudi Hana, odpeljali v koncentracijska taborišča. V tej tiskarni so izdali razne tiskovine, od raznih časopisov, knjig, do raznih formularjev, tiskovin, dopisnih listov, dopisnic, vabil, oglasov. Tu so se tako med mnogim drugim tiskale tudi novine, Marijin list in kalendar srca Jezušovega. Predavanje je predstavilo življenje tega znamenitega tiskarja in to vse od naselitve pa do holokausta. Mislim, da je to zelo pomembno, da na nek način znamo prepoznati, kaj so ključne osebe, in med tem je bil absolutno Izidor Han na nek način dali tej regiji, bil je zelo pomemben. Brez njegove dejavnosti tiska pa bi danes marsikaj zagotovo šlo v pozabo. Namreč Izidor Han je bil tisti tiskar, ki je izdajal tiskovine, ki so opisovale življenje tukajšnjih ljudi, seveda med njimi tudi prebivalcev izraelitske oziroma judovske veroizpovedi, in na nek način se mi zdi prav, da se tudi s takim predavanjem, po eni strani torej, da se predstavi družinsko drevo, odkod je družina prišla in tako dalje, da se tudi javnosti predstavi, zakaj je bil dejansko Izidor Han pomemben. Ne le za Mursko Soboto, ampak za celotno Prekmurje in širše. Tiskarna se je nahajala na več lokacijah, imamo v tej tiskarni tudi fotografije, tako da na teh fotografijah lahko izvemo določene lokacije. Ta tiskarna je bila ena izmed bolj pomembnih v Prekmurju, če ne najpomembnejša ob omenjeni Balkanijevi tiskarni, in v glavnem njihova zapuščina je danes hranjena tudi v naši knjižnici, v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota, in današnja razstava priča tudi o tem. Sama razstava bo v avli knjižnice na ogled vse do konca oktobra. Jutri bo v Beltincih zagotovo zelo pestro, kajti pričenjajo se dnevi evropske kulturne dediščine in teden kulturne dediščine 2023. Čeprav se je prvič v 33 letih zgodilo, da se otvoritev prireditev, ki bodo po celi Sloveniji potekale vse do 7. oktobra, odvija v Beltincih. Ob tem organizatorji še dodajajo, prireditev bo v vsakem vremenu. Poglejmo izsek, celotnemu pogovoru pa prisluhnite v oddaji Aktualno.
Potem je pa od 10. do 16. ure izjemno bogat program, bi rekla, dediščinsko nabit in zanimiv. Meni, bi rekla, je še posebej, se mi dopade to, da bodo obiskovalci zaposleni. Ja. Torej, številne delavnice in prikazi, ne vem, od pletenja izdelkov koruznega ličja, potem predstavitev pozvačina, prikazi in seveda pokušina jedi iz prosa, kajti letos je leto prosa, tako. Bo pa tudi ropotalo. Ja. Tako, sodarstvo v Gančanih bo predstavilo svojo dejavnost in gospod Anton Kuzma bo pripeljal sod in pokazal, kako se pač izvaja njegova dejavnost. Brez prleške gibanice seveda ne gre. Dimek je društvo, ki se ukvarjajo s starodobniki in so ljubitelji starih koles, bodo tudi predstavili svoje dejavnosti, popeljali nas bodo tudi skozi Grajski park. Potem ustvarjanje s krep papirjem društva Sodar Gančani. Potem pa pridejo naši, bi rekla, kolegi iz Maribora, društvo Trafika Maribor, kičkanje in gumitvist. Jaz mislim, da tudi skakalo se bo, tudi kičkalo se bo, tako da bo, jaz mislim, da bo en krasen dan. Tudi društvo upokojencev Beltinci bodo pletli košare iz šibja, dolbli krničke, še jaz ne vem, kaj je to, tako da me prav zanima. In tudi jaz imam zelo lep poklic, ker se vedno kaj novega naučim, kajti dediščina je res tako širok pojem. Torej, potem tudi delavnice na temo zeliščarstva, potem pa to, kar me pa tudi izjemno veseli, vrtec in osnovna šola Beltinci, je vključila celoten učiteljski, vzgojiteljski zbor z vsemi skupinami, z vsemi razredi in vsi odkrivajo kulturno dediščino in tudi oni bodo predstavili, kaj je za njih pomembno in kaj so odkrili. Torej, iz Gornje Radgone pride osnovna šola z predstavitvijo projekta, ki se navezuje na steklo, kajti tudi to je eno zelo steklarstvo pomembna dejavnost. Študijski krožki se predstavijo, potem pa Zavod za varstvo narave sodeluje kar s 3 delavnicami, potem tudi muzej arhitekture in oblikovanja, bodo pa študentje arhitekture iz Lego kock izdelovali maketo Mlina na Muri in pa Bogojinske cerkve. Potem se tudi izdeluje Murske ladje, sem prav povedala, Murske ladje. Ja. Sodeluje pa tudi Zavod za gradbeništvo z delavnico. Torej, jaz mislim, da sem povedala vse. Ja, ogromno tega. In pa seveda vrhunec dneva pa bo slovesna otvoritev, tako ob 17. uri. Program je tudi, bi rekla, zelo zanimiv in pester. Državni sekretar Matevž Čelik Vidmar bo slovesno, je slavnostni gost. Potem pa sodeluje pred samo otvoritvijo in malo kasneje Marko Banda. Da ne bom koga pozabila, osnovna šola in Veseli Vandrovci. Potem skeč bo tudi izvedlo to društvo Veseli Vandrovci. Kot rečeno, Marko Banda pa Prekmurske ljudske pesmi. No, super. Tako da vsi, ki se želijo udeležiti, lahko najdejo vse podatke na teh brošurah, potem tudi na spletnih straneh, ne? Občine Beltinci in pa Zavoda za varstvo kulturne dediščine oziroma dnevi, če vtipkamo v Google DEKD, pa to najde. Tako. Torej, vsega veliko, zelo zanimivo, zelo pestro. Plesalo se bo, pelo se bo, potem ustvarjalo. Tudi nakit se bo izdeloval, ne? Tudi. Tako da še posebej zanimivo, ker bodo lahko vsi obiskovalci direktno vpeti, ne?
zaposleni in jaz mislim, kar je tudi zelo pomembno, da bo vsakdo lahko najdel nekaj zase, ker je pač ta paleta, vsebinska paleta teh dogodkov tako raznolika, da nekoga zanima nekaj, nekoga nekaj drugega, pa kulinarika se mi zdi, da vedno pritegne. Jaz sem vedno navdušena, ko pridem v Prekmurje. To je ena prvih stvari, ki pritegne. Ja, jaz bi rekla, da je to res, smo imeli eno temo Dober tek, pred leti, ker vsako leto imamo drugo temo in moram reči, jaz bi rekla, da je hrana vedno tista, ki lahko poveže še tako različne kulture, še tako različne, bi rekla, mogoče ljudi na različnih bregovih. Hrana nas povezuje, to je dejstvo. Sploh pa, mislim, prekmurska, ki je pa res zelo dobra. Kot smo že poročali, je namesto Dejana Zavca zdaj že nekdanjega poslanca Gibanja Svoboda, ki je odstopil, sedel Dejan Süč, doktorant zgodovine. Prve korake v državnem zboru je že naredil, prisluhnimo pa, kaj je sam povedal o imenovanju ter načrtovanih potezah. Pa gledajte, iskreno povedano, ta izkušnja je zame popolnoma nova, sicer se gibam v politiki že kar nekaj časa, prvič sem sploh seznanil z nekim osnovnim stanjem, vsekakor pa je dejstvo, da tematike, ki so me zanimale v preteklosti, me zanimajo tudi danes, torej na nek način kot predstavnik volivcev iz po eni strani okraja Lendava, po drugi strani Pomurja, me zanimajo tematike, ki se nanašajo na to okolje, torej seveda še vedno kmetijstvo, varstvo nekega okolja, prihajam z področja kulture, tako da vsekakor se vidim tudi na področju kulture, obenem pa si želim, da bomo torej z delovanjem v državnem zboru znali dejansko vplivati na to, kako prebivalci na tem območju živijo in to je tisti ključni cilj, kateremu bom sam stremel torej v tem obdobju, ko bom poslanec v državnem zboru. Izpostavil je, da so nekatere teme ključne, zato jih je kot take tudi potrebno naslavljati. Poplave, ki so pred kratkim prizadele tudi Pomurje, so pokazale, da so nekateri projekti, ki so temeljnega pomena. Torej vsekakor je potrebno urediti te nasipe ob reki Muri, torej se mi zdi, da varstvo prebivalstva je ključnega pomena. Pogovarjamo se o tem namakanju že kar nekaj časa, torej vsekakor mislim, da je potrebno poskrbeti tudi za to tematiko, tudi kot pred kratkim še zaposleni na Ministrstvu za kmetijstvo, sem se zanimal za to tematiko in vsekakor bom eden tisti, ki se bo zavzemal za to. Obenem pa se sam želim predvsem ukvarjati s tem, da znamo ponuditi tudi kakovostno gospodarsko okolje na nek način, da bomo znali biti dovolj prisotni tako pri državnih projektih, kot tudi pri evropskih projektih, ker vendarle moramo povedati, torej Pomurje kot tako že po svoji legi je idealno tudi za črpanje evropskih sredstev, tako za bilateralne, trilateralne projekte in sam imam vsekakor občutek, da se mogoče v preteklosti na tem področju ni naredilo dovolj. Ker je Pomurje v tem mandatu res številčno zastopano v državnem zboru, je treba preiti k konkretnim dejanjem ter da mogoče si prizadevamo za začetek narediti manj, ampak vsaj tisto uresničiti. Ker mislim, da so ljudje dejansko siti tega, da se obljublja vse povprek, mi pa moramo biti toliko odgovorni do naših volivcev, da dejansko tudi znamo nekaj res uresničiti. V tem novopečeni poslanec tudi vidi bistvo kluba pomurskih poslancev. Sodelovanje ja, a ne le z brezplodnimi besedami. Ormoško-ljutomerska vinska klet Puklavec Family Wines se je odločila za širitev svojih proizvodnih zmogljivosti, s čimer naj bi letno proizvedli kar do 1,3 milijona steklenic penečih vin. Ormoško-ljutomerska vinska klet Puklavec Family Wines je te dni postavila 4 nove fermentacijske cisterne, s katerimi bo proizvodne zmogljivosti peničjega vina povečala za dodatnih 300 tisoč steklenic. V zadnjih 3 letih so zabeležili neverjetno 70% rast prodaje penečih vin in to predvsem na domačem trgu. Njihovo najbolj prodajano vino sicer ostaja muškatna penina. Ker so doslej izkoristili vse razpoložljive zmogljivosti, so se odločili za 400 tisoč evrsko naložbo, ki jim bo omogočila večji obseg proizvodnje, kar pravzaprav pomeni do 1,3 milijona steklenic penečih vin na leto. Verjamejo, da bodo na ta način zadostili povpraševanju, hkrati pa dobili lepo priložnost, da svoja vina predstavijo še širšemu spektru tako kupcev kot trgov po svetu. Spremembe se veselijo tudi njihovi enologi, saj bodo na ta način lahko penino dlje časa pustili v cisternah, kar bo neposredno vplivalo na aromatiko in bolj sofisticirane mehurčke. Oljarna Kocbek ima izjemno dolgo tradicijo, se deluje že skoraj 100 let. V njihovi ponudbi se poleg bučnega olja znajde še marsikaj.
Kar pa je za njih res pomembno, je ohranjanje tradicije. Za lepši oris poglejmo kratki film, ki smo ga pripravili na televiziji Ideja. Zgodba Oljarne Kocbek se je začela pisati leta 1929, ko je moj dedek Alojz začel delati bučno olje. Od takrat naprej spoštujemo njegovo tradicijo, se pravi, uporabljamo še danes njegovo tehnologijo, stroje, ki jih je kupil on pred 94 leti. Imamo svoje lokalne pridelovalce bučnih semen, ki skrbijo, da v našo oljarno pridejo najboljša bučna semena. In ker se treba prilagajati modernim časom, smo pa že več kot 20 let nazaj pričeli delati tudi čokolade z bučnimi semeni in bučnim oljem. Danes imamo veliko izdelkov povezanih s tem, se pravi od bučnega čipsa, zdaj po novem tudi džina z bučnimi semeni in bučo, potem bučni pesto, med z bučnimi semeni, salamo z bučnimi semeni. V glavnem trudimo se in želimo, da naša strast postane tudi vaša strast. Sedaj pa še preverimo, kakšno vreme se nam obeta v prihodnje. Danes smo imeli v naših krajih delno oblačen dan z okrog 23 stopinjami. V Murski Soboti je bilo opoldne namerjenih 24, Radencih 23, Krajinskem parku Goričko 22, v Lendavi pa 21 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno in deževno. Popoldne bo zapihal severovzhodni veter. Na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 17, najvišje dnevne od 14 do 18, na Primorskem do 21 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru naj bi se gibale od 16 do 17, podnevi okrog 18 stopinj. V nedeljo in ponedeljek se bo na zahodu deloma zjasnilo. Predvsem na vzhodu bo občasno še deževalo. Oba dneva bo ponekod pihal severovzhodni veter, na Primorskem burja. Temperature v naših krajih bodo zjutraj od 12 do 14, čez dan od 18 do 26 stopinj Celzija. Toliko za danes. Več informacij o dogajanju v naši regiji pa najdete na spletni strani www.tvideja.si. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.